Dober dan. Živijo. Spremljala sva sestank sveta Demokratične stranke upokojencev, ki je demokratično sklenil, da prekine razpravo, da preuči statut. Predtem pa je svet Desusa sklenil predsednici stranke izreči nezaupnico. Bomo po statutarni poti zdaj tole premlevali, kar se dogaja z ministrico za kmetijstvo dr. Aleksandro Pivec, sicer tudi predsednico stranke. A veš, da prav dobro jaz tega ne razumem, no, po pravici povedal. Kaj ti povzroča težave? Ja, celota, vse skupaj mi povzroča težave, ker recimo, naredil bom tisto, čemu rečejo, veš, v lepi slovenščini disclaimer, ne. Okay. Povem to, da to, kar je ona počela, je materija za to, da se jo da gre, da se jo zamenja, da odide, da prevzame odgovornost in tako naprej, ne. Zdaj, ko sem to povedal, pa rečem, bom pa uporabil tako imenovano zdravo kmečko pamet, ki je toliko oglaševana zadnje čase, zadnje leta. Če bi njene grehe v očitanem obsegu, govorijo zdaj o očitanem, pustimo zdaj druge stvari, ki se ne očitajo, seštev, bi prišla na 1000-2000 evrov, ne. In ob vsem tem, kar se je v slovenski tranziciji v milijardah pokradlo, toliko galame za 2000 evrov, sklicujem se na disclaimer, mora iti, to je narobe, Ampak odkot naenkrat taki proporciji in taka tenkočutnost v morali stranke Desus, ki je vendar že pokazala neko drugo nerahločutnost in predvsem pa tenkočutnost v morali njene ministrice, potem, ko je pa prvi minister te vlade, v 100-kratniku ali pa v 1000-kratniku, bolj problematičen, pa se jim to ne zdi nič vredno razprave. Se pravi, oni bi zamenjali predsednico stranke, pri čemer bi ostali v vladi, ki je 1000-kratno bolj očitkov vredna ali pa očitkov korupcije vredna kot pa njihova ministrica. Ne vem, v čem je tle logika. Se pravi, če ste šli, če tako rečem, v kupleraj, ne zganjajte morale. Ne vidim razloga, zakaj bi jo. Komu sporočajo, kaj sporočajo pravzaprav. Ker to samo sodelovanje v vladi, ki ukinja medije, ki ukinja javni prostor, ki v bistvu ukinja, ali pa želi ukinjati pravosodje. In oni pri tem sodelujejo. Mislim, to so prave teme, ne pa... Deva biti le natančno. Ja. Ne bi rekel, da gre za ukinjanje medijev, ampak gre za radikalno spremembo statusa medijev. Gre za kar globoke spremembe statusa pravosodja. Gre za... Kar se medijev tiče, oni ukinjajo javne medije, poskušajo, želijo, otrobili jih, se ne bojo pogovarjali kot o medijih, oziroma se lahko pogovarjajo pogojno. Ampak tisto, kar se jaz mislil, je tisto, avtonomni mediji, ki želijo biti verodostojni, ki želijo biti profesionalni in tako naprej, to je tarča njihovega napada. To je dejstvo. In Desus pri tem sodeluje. Naj se ne spreneveda, da pri tem ne sodeluje. Mislim, temeljno sprenevedanje je to, da mi sledimo svojim programskim načelom, mi sledimo svojim projektom, ki jih imamo tako kot konj s plašnicami nekje pred očmi, medtem ko izven tega nas pa čisto nič ne zanima, zaradi tega, ker je to po koalicijski pogodbi ali pa podelitvi dela znotraj vlade, vladajoče koalicije, nekaj, s čimer se ukvarjajo drugi. S tem se jaz čisto strinjam, pazi. Meni to ni problem. Problem je to, da intrinzično, tam, kjer v bistvu vlada postane enota, tam, kjer ima neko notranjo dinamiko in notranje predpostavke, ki so pa skupne, tam stvar fali. In v notranjih predpostavkah ne moreš v lastni stranki zdaj na ravni ministrice, lastne ministrice v vladi, predpostavljati tenkočutnost do 2000 evrov. Oni pravijo, da do načela in to je prav, ko je pa to načelo kršeno v notranji strukturi skupne vlade. To je problem. Je tako, da ko se začne politični proces, predlagatelj
začetka političnega procesa ni posamično ministrstvo, ni posamičen urad, pač pa vlada kot celota. Ne? In ker je vlada kot celota predlagatelj začetka nekega političnega postopka, je članica, član vlade soodgovorna za to, kakšne procese vlada pelje. Ne? A veš, ne more biti tako, ne, da reče minister za demografsko vprašanje, ki ga bomo mogoče dobili, ne, nas se pa ravnanje v resorju za obrambo, notranje zadeve ali zunanje zadeve nikakor ne tiče, kajti ne, po delitvi dela je to v izključni pristojnosti nekih drugih ljudi. Ne, ni res. Ne. Vlada kot celota je tista, ki nekaj spravlja v proceduro in zaradi tega se posamični ministri pač ne morejo skrivati zato, da to pa ne sodi v moj opis deli nalog, kajti na koncu je vlada kot celota podpisana pod, da je reč začetek nekih političnih postopkov. To se sigurno strinjam, pa če preizkusi v to logiko, da na primer rečejo, da pač oni peljejo pač svoje poslanstvo kot višje dobro in manjše zlo. Ne? In ampak če je nekaj manjše zlo, ne, v smislu cilj posvečuje sredstvo, ne? Zakaj, to je pa moja poanta, ne? Zakaj potem preganjati predsednico, a ne, ker s tem ta svoj cilj samo ogrožajo z notranjimi razprtijami. Pustijo naj pač okolju primerno korupcijo, ne, in naj jo ignorirajo vse. A veš, cilj vendar posvečuje sredstvo. Če vstopiš v to, da cilj posvečuje sredstvo, potem nega povsod. To je bila moja poanta. Dejva dodati ponovno lepo slovensko rečeno disclaimer oziroma izjavo. Ne, to ni moja pozicija. Jaz samo analiziram. Ne, jaz osebno trdim, ne, da bi morali in mislim, še enkrat, ne, da ne bo nobene nesporazuma, ne. Janša naj kar ostane na oblasti, jaz sem za njega, jaz sem potencialno celo njegov volilec, saj sem ga tudi že v zgodovini volil, ne. Samo prav naj dela, on dela pa narobe in kot smo spoznali v zadnjih 10 letih, namerno dela narobe, zelo često dela narobe in v tem smislu je politično gledano maligna tvorba. Se pravi, ni problem s tem, ali je, ali ni, ali njemu pripada. Mu ja pripada tako kot vsakemu drugemu, samo naj dela ustavno. To ravnanja, ki smo jim zdaj priča, vključno z vsemi tendencami po teh širši sliki, ne, odpravljanje samoumevnosti, rečva temu tako, ne, odprtega oziroma profesionalnega javnega medijskega prostora, napadi na prostor. To so globoko neustavne stvari in to mora vsak državljan biti na to občutljiv. Zdaj, čist spotoma bi te vprašal, ne, Blejski strateški forum je en tak oder, ne, na katerem se vsako leto v Sloveniji zavrti kar precej uglednih gostov. Letos je vrhunec tega dogodka razprava, ki jo bodo peljali predsednik vlade slovenske Janša, predsednik madžarske vlade Orban, pa srbski predsednik Vučić. Zdaj, na odru bosta dve državi, ki sta, veš, na teh rangiranih, koliko je kje demokracije, nekje zdrsnile ven iz prve lige in se uvrščata na sezname tistih držav, kjer je demokracija nekoliko hendikepirana, ne? Da ne rečem invalidna. Ne? A kakšno sporočilo v tem razbereš ali ne? Ja, se to so pred enim tednom že dosti nadrobno pa je vredno ponoviti. Ponovijo lahko to, da to, kar pač tu v zvezi s tem počne, sva zadnjič rekla, ni neustavno, je pa zanesljivo nezakonito v smislu sprejetega, nezakonito v smislu proti državnemu zboru, ki je sprejel smernice zunanje politike. In seveda kaže v isto, se pravi, stvari usmerja v cilje, ki so potencialno neustavni, ne? Zlasti v primerjavi z Orbanom in tem, kar on počne. To je slaba novica, ne? Za nas, v tem ni nobenega dvoma. In seveda v tem, kaj pa je skupni imenovalec tega, kar Slovenija pa razen skritih projektov, ki jih ne vemo, pa jih bomo še verjetno enkrat slišali ali pa izvedeli, ne? In če kombiniramo z medijskim prostorom, imamo tole medijsko krajino, polje diskvalifikacij, polje primitivizma.
ki ga neposredno zaračunavamo lahko direktno Janezu Janši. Direktno. Meni je zanimivo, veš, da medij, ki je v delni madžarski lasti, ne, da se je spravil na evropsko poslanko Ireno Jovevo, ki pa je, ne, ker je pa po mojem za pohvaliti pa počrtati, na te diskvalifikacije reagirala. Ne. Njo naslavljajo v teh publikacijah izrecno in dosledno kot makedonsko evropsko poslanko. Ne. Celo, kako ne rečem, tvoja jeseniška rojakinja. Ne. Jaz sem intimno povezan z njo v Blut und Boden z Jesenic. Ne. Jaz sem rojen na Jesenicah. Ne. Jaz sem Jeseničan. Tako kot Irena tudi, ne? Ona tudi. In oni so ji učitali, da je, sicer ko se je ona rodila, mene tam več ni bilo, ampak nima veze, ne, saj smo Blut und Boden. Ampak oni ne učitajo, da živi v muslimanski enklavi. Jaz sem muslimanska enklava, jaz osebno. Muslimani na Jesenicah so moji bratje. Irena Joveva je moja sestra. Jaz se borim za Jeseničane in ne bodo govorili, da je čefurka, da je neslovenka, da je intelektualno podhranjena zato, ker je iz Jesenic, da ne izgine iz Slovenije, ker ona ni Slovenka, rojena je pa na Jesenicah. Ne. Pa kaj si te gnoji mislijo, da so? Kako si upajo izvoljeni poslanki očitati nelegitimnost izvoljenosti na nacionalni osnovi? To je nekaj neznosnega. In to, a veš, te tipi, mislim, zdaj pa jaz tebe vprašati, se bolj na pravo spoznaš kot se jaz ne. Daj mi povej, ako mi javno povemo to, dejstvo, da se je to zgodilo, da je nekdo eno poslanko, ne, s katero se jaz sploh ne strinjam, ne, ampak branim njeno čast, branim njeno pravico. To je moja moralna dolžnost. Ne. In pazi, in ona se je oglasila in do zdaj smo bili zmeri navajeni te metode volčjega krdela, ne, ko nekdo napade Bambija, potem ga te volkovi stekli raztrgajo, drugi se pa poskrijo, da njih ne bi doletelo. Se pravi, za straho vlado in teror, Udbo Patr, to so te Janšove genetske, če tako rečem, ideološko-genetske predpostavke iz starih partijskih časov. Tako je delala stara Udba. Ne. Pazi, tako je delal Stalin. Ne. In pazi, ko nekdo v demokratični ureditvi reče, zdaj pa mi imamo glas, ki pove, to in to se je zgodilo, a ni to tako, da mora državno tožilstvo po uradni dolžnosti reagirati in obtožiti? A ni to tako? Ker Joveva, zdaj tako, če bo ona kot poslanka, evroposlanka, vložila tožbo za žalitev, da potem se bomo 3 leta pregovarjali o tem, ali so pri javnih političnih osebnostih meje svobode govora širše, pa še bolj široke, kar dejansko so. Ne? Ampak tukaj gre pa za nekaj, kar prestopi civilizacijsko točko, tako, ne, da mora to zadevati pa že javno tožilstvo, bi jaz rekel. Državno tožilstvo. Preveč pričakuješ od mene, če misliš, da sem kvalificiran, da razložim, veš, ali lahko tukaj tožilstvo po uradni dolžnosti karkoli naredi ali ne. Kaj pa misliš? Jaz mislim pač, da gre za žalitev, ne. Ja. Po mojem zelo laičnem razumevanju, ne, a veš, samo v primeru najvišjih funkcij v državi tožilstvo reagira po uradni dolžnosti, ne, medtem ko pri funkcionarjih nižjega razreda se lahko pregon začne na predlog, ne, na predlog osebe, ki je prizadeta. Ne. Samo nje. Jaz pravim, ne, jaz mislim, da je to narobe. Odgovarjam ti laično. Ne. Jaz mislim, da je to narobe, še bolj narobe je pa to, ne, da se mi se kot politične stranke, Gantar je nekaj zanimivega povedal, ne, za njegovo razmerje do Pivec, ne, Aleksandre. Govori o Tomažu Gantarju, ministru za zdravje, odnosu do predsednice svoje stranke. Tako je. In je nekaj dobrega povedal, ne, za odmeve nacionalne televizije. Midva se lahko ne strinjava in so na nasprotnih bregovih, zato pa se ne rabiva sovražiti. Ne. No, in podobno je tukaj. Ne. Tukaj so zdaj neki zombiji, na pol ljudje, če duhovno gledano, ne, napadli eno slovensko poslanko, ne, za najbolj vulgarnimi nemogočimi pozicijami. Ampak to je res vulgarno in nemogoče. Ne.
In ne razumem, da kolegi strankarski, tako v slovenskem parlamentu, kot pa tisti, ki so v Evropskem parlamentu, ne naredijo neke skupne akcije, skličejo posebno problemsko sejo državnega zbora in to na dolgo in široko obravnavajo in naredijo iz tega neko resolucijo. Proti temu in temu mediju in lastniku tega medija, ki je to storil, ker to je direktno pozivanje k sovraštvu in to je direktno protiustavno. Zdaj si zamisel to. Zamisel si, Janša pošilja zdaj, pač tvite in ima velikokrat gor svoje otroke, ne? To se drži sablo, drži ščit, moji junaki, ki se borijo proti covidu, piše in tako naprej. In rečeš v redu, to je področje, v katerega jaz ne vstopam, jaz imam razmerje za Janšo, otroke držimo ven zunaj iz tega, ne? Imajo osnovno dostojanstvo, si ga zaslužijo in niso nič krivi, da so sinovi neke znane politične osebnosti, ne? In zdaj si zamisel, da bi pa nekdo v njegovih otrocih napisal, Čefuri, pejte ven iz Slovenije, pejte na Madžarsko, se preselite, tukaj vas ne rabimo, razumeš, ste duhovno podhranjeni, ste politično podhranjeni, ste substancialno podhranjeni, karkoli, ne? Nedopustno. Nedopustno in midva bi to obravnavala, kar sva tudi že, ne? Če se spomniš, ko so enkrat se neki levičarski portali ali karkoli je že bilo, ne, so se spravili na to, da je Janša rodil mongoloidnega otroka, ne. Se spomniš? Nekaj let nazaj, na začetku najine kariere, a ne. Ampak takrat smo midva protestirala proti temu. Takrat smo midva tukaj protestirala in sva rekla, to pa ni nivo, tako se pa ne gremo. In to je natanko to, kar zahtevamo zdaj, ne, da se zgodi tudi v primeru Irene Joveve. Gre za osnovno dostojanstvo ljudi, na ta način se ne more obravnavati. Jaz mislim, da si ona zasluži reakcijo na to temo. Jaz tlele pa, v vrstah opozicije, ne, zaznavam, nek tak zelo globok primanjkljaj politične imaginacije, ne. V redu, ne, dogajajo se neke nedopustne stvari, na kakšen način se bomo temu zoperstavili, ne? A je to, in to zoperstavili recimo tudi znotraj parlamentarnega konteksta. A je to sklic odbora za kulturo, a je to posebna točka dnevnega reda z deklaracijo, a je to tudi obstrukcija v primeru, ko se na odru pojavijo govorniki ene politične opcije. Protestna zapustitev vse in tako naprej, ne. Te politične imaginacije, kaj se da narediti, ki je lahko odmevna, ne, se pravi geste, ki so lahko odmevne, ne, je osupljivo premalo, ne. Predvsem se je treba povezati pač na ravni, Irena Joveva se zdaj ne more sama braniti, zaradi tega, ker je preveč ranjena in ranljiva. Treba je narediti obroč okrog nje in jo začeti braniti širši koaliciji, ne. Se pravi, to so ravnanja, se gre za zelo preprosto sporočilo. Tako se ne dela, tega ne bomo dopustili. Najdeš način, nastojni način se to da povedati. To za nikogar, za največjega sovražnika tega ne boš delal. So dovoljene žaljivke v okviru politične te fluidnosti, ne, ki se posod po svetu dogajajo, so dovoljene težke besede, ni problem, ne, so dovoljene jezne besede, ni problem. Je pa meja, ki se je ne sme prestopiti, ker je protiustavna. To, da nekomu rečeš, da je neslovenka... Ja, to je meja osebnega dostojanstva. O tem govorim, ne. Pazi, so meje, ki se jih ne prestopi in tudi, če se še tako lahko sovražimo, tega ne bomo izrekli. In v javnem govoru. In niti v zasebnem govoru. Tukaj imamo pa opravka z sistematičnim vzpodbujanjem patološke govorice pod psevdonimi, ne. Psevdonimi, ja. Pod psevdonimi, ker javnosti si tega nekdo, recimo iz stranke SDS ali katerikoli že ne bo upal izreči, ker se bo znašel na sodišču in ga bodo tudi pravnomočno obsodili na koncu ali pa moral plačati odškodninsko, ne, ampak pod psevdonimi, ne. In na to je ona opozorila in tukaj ima moja pozornost, moje simpatije in na to bom v prihodnosti tudi pozoren. Ne samo zato, ker smo tudi mi vedno žrtve teh napadov, ampak zaradi tega, ker je to narobe in moramo narediti neko koalicijo ustavnosti, če tako rečem. Hvala za tokrat.